Te krogi so pravzaprav edina skulptura, ki operira z temi primarnimi liki in ki je v tem primeru krog, multiplikacija kroga, spet so 3 krogi, tako kot zelo rada imam 3 ptihe tudi v solarnih panelih sprav, ali pa kot imam to Sveto Trojico. Skratka, število 3 mi je zelo blizu. Sama formalna postavitev je pa tako, da sem pravzaprav v enem trenutku želela narediti postavitev v Kostanjeviški cerkvi in takrat, ko sem se sprehajala tam v Ljubljani, so slučajno nekaj delali in sem videla, da imajo te kroge. In potem sem vprašala delavce, če jih lahko, ker so bili za stran. Skratka, jaz sem videla tudi te kroge kot postavljene v osi Kostanjeviške cerkve. Tako kot so pa zdaj v tej osi postavljeni. Prva instalacija z njimi je bila lansko leto tudi na ta Mednarodni dan skulpture, ko so bili postavljeni skupaj z instalacijo svečenic v Šmartinskem parku. Samo takrat je bilo pa malo drugače, takrat so bili pa v bistvu 2 sta bila ležeča in en pokonc. Malo druga formalna postavitev in tudi čist druga nekako vsebina pride, ker je bilo bolj tisto, ko je ležeče, bolj kot ena klopca deluje in so se tudi otroci zraven hoteli kar usesti in igrati. Ko je pa to, pa je nekako vabite, da greš kot v en tunel noter. Torej neka neskončnost, skozi katero potujemo, tako kot pa je tudi v tem predsmrtnem, da greš skozi nek tunel. No, in tukaj je v bistvu tudi skozi nek tunel, skozi katerega gremo v času, v prostoru. Ta skulptura je v bistvu moj speči velikan, mon géant endormi. In je pravzaprav stoletna buko, ki je bila požagana in ko je bila tukaj, me je spominjala na ležeče moško telo in nekako sem si želela, da tudi ostane tukaj. Tako da, pravzaprav to je še najbolj minimalističen poseg od vseh kipov, ker je pravzaprav skulptura nastala s tem, da je bila tle zraven nasuta, lani je bil še bel pesek, torej bila cela pot nasuta s peskom in je prišlo pravzaprav potem do tega odnosa med, sama pot je dala skulpturi kot neke vrste podstavek oziroma jo je usmislila in izolirala iz okolja. Zdaj, letos, pravi po enem letu, je situacija malo drugačna, ker je pot bolj divja in tudi buka sama je postala malo, čas jo je načel. In zato sem te lise, kjer je ljublje bilo dalo dol, so pobarvane črno in to pravzaprav obenem je to kot zaščita lesa, ampak obenem je tudi kot neke vrste ožganost oziroma kot ena rana v telo, ki je pravzaprav ožgana. Tako kot ko je zareza, ko se seka drevo, je zarezano, je odsekano ali pa te asociacije sem imela. Ta skulptura je sarkofag, sicer je prva skulptura iz serije sarkofagov, pravzaprav iz leta 87, narejena iz poliestra in pa drugih najdenih materialov, recimo glava iz gline, roke pa iz
žice, papirja in kakšnih predmetov, takih obžitkov tudi. Kot je enem drugem sarkofagu je recimo tistem tam naprej je ena vrtnica iz pokopališča Perlašez keramična. Ti sarkofagi so pravzaprav ležeča figura na tem piedestalu. So nekako inspirirani iz teh srednjeveških žizon, torej, ki si pač v raznih cerkvah imamo veliko teh žizon. In tako tudi ti naprej imamo tisti zadnji sarkofag iz leta 1991, ki je tam dvojni, se pravi sarkofag nesmrtne ljubezni, ki je bil razstavljen tudi v Grand Palais v Parizu, pa nekako malo aludira tudi na ta kip Germaina Pilona od Henrika IV. In Katarine Medičejske. Tako da, recimo, za Germaina Pilona je bilo značilno, da so njegove figure bile zelo realistične za tisti čas. Če pa drugo paralelo potegnem, je pa tudi recimo te poljestrski kipi od Niki de Saint-Phalle so bili tudi ena taka inspiracija. Torej material kot poljester in pa ženska, motiv ženske, s tem, da je tukaj bolj ta element, recimo Eros, Thanatos, malo tudi morbidni element, pa tak ekstatični, se pravi, figure so v neki ekstazi, ki pravzaprav, ki je lahko tudi v tem nekem ljubezenskem krču ali pa tudi v fazi nekega umiranja skorajda. Tako da je taka umestna faza, bi rekla, ker takrat sem bila s temi pač zelo obsedena s to menjavo življenja in smrti. Torej, to je pač drugi sarkofag iz serije sarkofagov, narejen je bil v Parizu, tako kot ta sarkofag nesmrtne ljubezni. Ta kip je pravzaprav prvi kip v poliestru, ki sem ga naredila. In naslov je tako zelo pač ne bi si mislil, ampak je pač nevesta, kot La Jeune Marie, v bistvu nevesta je naslov. Čeprav pač prikazuje, bi rekla, sicer neko žensko, ampak že napol pač razpadajočo s temi krempastimi rokami in z obrazom, pač ki ima samo še votline. Ampak to je, se pravi, to je bilo iz tega obdobja, kot sem rekla, ko me je zelo pač zelo obsedala ta povezava med življenjem in smrtjo in minevanjem pravzaprav. Ta otroka, ki sta tu postavljena pravzaprav pod cvetočo jablano, ki spet v svojo efemernosti cvetja in nas spominja na to minevanje, sta pravzaprav del postavitve 10 skulptur, skoraj enakonaravne velikosti, ki so bile zasnovane za predstavo Edwarda Millerja Eksplozija spomina. Torej, vse te figure so pač nekako ležeče, vse to je bilo pač horizontalna lega telesa in spet te gibanje kot nekako ekstatično, ekstaza, ljubezni, smrti, s tem, da so bili, tako kot prej so bili recimo prozorne in bele barve, te so bili pa vsi črni, kot nekako možgani s Pompejev, kako pač ta temnejša stran življenja. Zadnje leto se pa posvečam
pravzaprav delanju skulptur iz lesa, z verižno žago in z drugimi orodji, Arbotek orodji za dolbenje. In tukaj ponovno pridemo pravzaprav do teh kar dosti erotičnih form, ampak nekako harmoničnih in forme so zaprte, ker je pač narava lesa taka, da neko glajenje in to dopušča. In vedno pri teh skulpturah nekako izhajam iz same forme debla. Torej, ko vidim pač določeno obliko debla, potem me spomni na nekaj in potem jaz tisto ven pač izdelam. In tukaj naslov te skulpture je Torusov deklice, ki se spreminja v žensko, oziroma ženska in moški, ker na eni strani je ženska in na drugi strani je moški, kar narobe obrnen. To je skulptura v beli glini, tudi iz teh let, pravzaprav 86 do 88. Je pa skulptura, ki ima več, se pravi, več pogledov, več oči, več nosov in naslov je Janusove oči. Torej, tle je bolj neka taka fantastičnost, igrivost, malo surrealizma, ki se pol tudi, to bomo videli tudi v drugi skulpturi, skulptura Terezije Zamaknjene, ki ima tudi polno teh detajlov, so floralni detajli ali pa polžki ali pa rože. In ki recimo na ta način sem se pač ponovno ponovila, to je bilo leta 86, potem pa spet leta 16 v seriji stražarjev, ki so bili pa iz gline, ki je bila iz korcev od Goriške opekarne ali pa iz Wienerbergerja. Tukaj ta je bila pa takrat je bil še dekor iz bilja in ta je iz tiste gline narejena. Ta instalacija je instalacija svečenic, projekt Svečenice. Torej, tudi to je material poliester, s tem pa, da imamo čisto drugačno formo. Tukaj imamo zaprto formo, zglajeno, ker tudi sama tehnika je bila pač tehnika. Najprej je bil glinasti kip narejen, potem je bil kalup iz kavčuka. Torej, forma je zaprta za razliko od teh poliesterskih sarkofagov, kjer imamo odprto strukturo in tako malo razpadajočo. Prvotni projekt, ki je bil zasnovan, je bil pravzaprav v okviru blejskega Intarta, ali bohinjskega zdaj. Skratka, to je bilo mišljeno pravzaprav 72 stražarjev harmonije, pravzaprav 36 žensk in 36 moških, ki bi, odlitkov seveda, ki bi bili kot plavajoča skulptura na Blejskem oziroma Bohinjskem jezeru. In ob otvoritvi naj bi se pač prižgalo na glavi kot ene pač plameni, se pravi kot neke vrste tekočina, ki bi pač gorela. Ampak skratka, jaz sem takrat že tudi dala prošnjo na Ministrstvo za okolje in prostor in niso pač strinjali s tem projektom. Tako da realiziranih je pravzaprav samo s tem, da sta moški in ženska v glini, prototipa sta narejena. Imamo pa samo 15 ženskih odlitkov, ki so pravzaprav jih pomagali tudi takrat je bil Deplas Velenje, so mi takrat pomagali, pa Kemo, Kolor Medvode pravzaprav, za nabavo materiala in za samo izvedbo in tako naprej. Sama ideja, in tega ni še nič, je pa pravzaprav v tej, je pa v meditaciji, pri svetalni meditaciji sem se takrat
dolgo časa ukvarjala sem dizajnno meditacijo in preko Maharishi Mahesh Yogija in je bilo pač te ženske, ki meditirajo, nekako ta vrnitev k sebi, povezanosti z naravo in z telesa in kozmosa. Ta skulptura je edina skulptura v bronu, predstavlja pa sina Aarona, torej najmlajšega sina, ko je bil res še čisto otrok, sem ga malo bolj deškega naredila, ampak oni takrat, ko sem pač delala z glino, se je malo igral in pol je tak svalk naredil in ga pritisnil takole gor na glavo. No in potem sem pa jaz ta rožiček, ker sam še malo oblikovala, pa sem ga kar pustila. Tako da je pol Aaron z takim majhnim rožičkom. Levo in desno imamo te pravzaprav veje drevesa rusa, ki so tudi malo rdeče pobarvane oziroma oranžno. In kot vidimo, se to zelo lepo pač vklaplja v te neke vijolične rožice, ki imamo zdaj in spominčice in ene druge vijolične rože. Po drugi strani pa vidimo tudi zraven je pa skulptura mačka z ptičem, bomo pa videli od spredaj, ki je bila pa pravzaprav druga skulptura, ki sem jo delala v lesu. Ta instalacija tukaj so pravzaprav zadnje instalacije, ki so tako rekoč zelo minimalistične oziroma jemljajo elemente, ki so kot ready-made, kot nekaj, ki je že dano, ampak ponovno se srečujemo s temi osnovnimi, torej neke vrste kot dvojni trikotnik, ali pa oziroma pač tukaj je dvojni stožec, ampak zelo schematizirano pa lahko rekli, da je to dva trikotnika, da sta. Smo imeli prej krog, zdaj pa pač trikotnik. Po vsebini pa so te boje, pravzaprav so pa boje iz pristave Bled. In torej so bile iz te, mislim, od kralja Aleksandra, pač iz teh prostorov, ki so bili tam. Ker je moja mama, pač to je bilo, zdaj ne vem točno katerega leta, ampak skratka je bila glavni arhitekt za obnovitev te pristave Bled. In takrat so jo zelo lepo zrihtali in bilo mišljeno kot nek tak center z veliko butikov in tako naprej. No, ampak skratka, te boje izhajajo iz tam in so pač zdaj trenutno v tej postavitvi so pa postavljene zraven te skladovnice hrastovih in bukovih debel in pravzaprav delujejo kot nek živ element, ki se pač, ali pa tudi tuj, ki se vkloplja v naravni prostor, naravni ambient.